Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. V začetku tega leta je službo ravnateljice Škofijske gimnazije Vipava prevzela Melita Košir. Z njo se bomo pogovarjali o prvih vtisih na tem delovnem mestu, o pomenu sodelovanja z učitelji, dijaki in starši, prihajajočih informativnih dnevih ter prvem pastoralnem obisku novega koprskega škofa Petra Štumpfa. Povzeli bomo tudi nagovore nekaterih škofov pri svetih mašah z redovniki in redovnicami ob dnevu posvečenega življenja, ki smo ga praznovali na svečnico, ter predstavili digitalizirano Sveto pismo in februarsko številko revije Novi svet. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri bosta godovala sveta Scholastika Devica in Viljem Vilko Puščavnik. V torek bo god svete Lurške Matere Božje. V sredo god svete Evlalije Mučenke, Humbeline Redovnice in Aleksija Kijevskega škofa. V četrtek so na svetniškem koledarju sveti Jordan Saški, duhovnik, Beatrika Redovnica in Hermenilda Opatinja. V petek sveti Valentin, mučenec, Elevkadi škof, Auksenci menih. V soboto godujejo sveti Klavdi, Georgija Jurka Devica, Jovita mučenka. V nedeljo bo god svete Julijane mučenke, Filipa Morerija, Onezima škofa. V današnjem gospodovem dnevu. V Brestanici bo v baziliki Lurške Matere Božje ob 10. slovesna maša, ki jo bo daroval rektor bazilike Marije Pomagaj z Brezi, pater Robert Bahčič. V župnijski cerkvi v Ljubljani, v cerkvi svetega Kancijana in tovarišev mučencev na Ježici, bo ob 10. sveta maša ob prazniku Lurške Matere Božje. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Popoldan bo v Ljubljani v svetoletnem svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku ob 15. uri sveta maša s srečanjem mladinskih pevskih zborov. V Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na Taboru bo popoldan praznovanje Gnidovčeve nedelje. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša, ki jo bo daroval kardinal Franc Rode. Svetim bogoslužjem se bo začelo praznovanje 400-letnice misijonske družbe. Pozno popoldan bo v Novi Gorici v župnijski cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici ob 17:30 predstavitev obnovitvenih del v prezbiteriju. Ob 18. bo blagoslov in sveta maša, daroval jo bo koprski škof Peter Štumpf. Torek. V torek bo praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Na Brezjah bo slovesna maša ob 10. daroval jo bo koprski škof Peter Štumpf. Med mašo bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja in popolnega odpustka. V Kančevcih bo v torek v kapeli Doma duhovnosti molitev za bolnike z rakom in njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev, ob 18. pa sveta maša z blagoslovom z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V Novem mestu v župnijski cerkvi svetega Lenarta bo v torek ob 18. slovesna maša na praznik Lurške Matere Božje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V Ljubljani, v kapeli kliničnega centra pa bo v torek ob svetovnem dnevu bolnikov ob 19:30 sveta maša. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Sreda. V sredo bo v Kranjski Gori smučarski dan duhovnikov, diakonov in redovnikov. Prva tekma bo ob 11. na progi Brsnina v Kranjski Gori. Petek. Na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj bo v petek molitev za bolnike z rakom in njihove svojce. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18. pa sveta maša ter blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Po maši bo v dvorani nad zakristijo predstavitev belgijskega Marijinega narodnega svetišča BN. V petek bo v Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja ob 19. sveta maša za zaljubljene in blagoslov zaročencev in zakoncev.
Že ob 18. bo molitvena ura. Sobota. V Novi Štifti pri Gornjem Gradu bo v soboto v tamkajšnji župnijski cerkvi Svete Marije Zvezde ob 16. sveta maša za samske in za zaročence. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. 2. februarja smo na svečnico praznovali tudi dan Bogu posvečenega življenja. Slovenski škofje so se z redovnicami in redovniki srečali pri slovesnih svetih mašah. Posvečeni iz ljubljanske nadškofije so se z nadškofom Stanislavom Zoretom zbrali na Brezjah. Redovnice in redovniki iz mariborske nadškofije so z nadškofom Alojzijem Cviklom poromali do spomenika blaženega Antona Martina Slomška in stolne cerkve svetega Janeza Krstnika. Celjski redovnice in redovniki so se škofom Maksimilijanom Matjažem zbrali pri svetem Jožefu v Celju. Novi koprski škof Peter Štumpf je maševal na Sveti gori, škof Andrej Saje pa v novomeški stolnici. Prispevek Marjane Debevec. Nadškof Zore je na Brezjah izpostavil, da človekovo dostojanstvo ni v tem, da ostaja sam in osamljen, zagledan sam vase, ampak da ga pot k Bogu vedno bolj bliža bratom in sestram. Kakšna lepota in moč odnosov. In to velja na poseben način tudi za naše posvečeno življenje. In zato mora Božji otrok, da bi v polnosti živel svoje božje otroštvo, vedno znova prihajati domov. Jezus je že pri 12 letih v tistem zaskrbljenem in bolečem doživetju, ko se je za 3 dni izgubil in sta ga Jožef in Marija potem našla v templju, dejal: ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Biti v tem, kar je mojega očeta, pa pomeni, da očetovo voljo sprejmem za svojo. Še drug poudarek nadškofa Zoreta pri maši na svečnico pa je bil, da moramo v medsebojnih odnosih vedno na nek način ostajati v ozadju in ne stopiti med Gospoda in naše otroke ali brate in sestre, saj bi tako lahko postali ovira za njihov dostop do Boga. Nadškof Alojzij Cvikl je zbranim redovnicam in redovnikom v Mariboru izpostavil pomen skupnosti kot prostor, kjer lahko delijo in utrjujejo upanje. V času, ko je okoli nas toliko pesimizma, smo poklicani, da postanemo sejalci upanja, jim je dejal. Ob tem je opozoril na nevarnost brezbrižnosti, individualizma in drugih bolezni, ki pestijo sodobni svet, ter poudaril, da moramo biti vedno budni. V svetem letu pa jim je zaželel rast v svetosti. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je med tem zbranim redovnicam in redovnikom pri svetem Jožefu dejal, da ta svet potrebuje žive priče upanja. Spodbudil jih je z vprašanjem, ali smo priče upanja v svetu, ki živi v nemiru za trenutke, ki minejo, ali zmoremo pričevati za upanje, ki ne mine? Se mi zdi to pričevanje sestre Gržene prej na začetku, kaj je tisto temelj našega upanja, gotovo spoznanje, ki je tudi pravzaprav dar Boga, da sem ljubljen, da sem poklican, da sem edinstven v Božjih očeh in v tem poslanstvu, in zato ima moje življenje smisel. Zato, ker ni omejeno na mojo dejavnost, na mojo naravo, na mojo moč, ampak se v njem uresničuje Božji načrt. In se mi zdi, da je to za nas res velika naloga tudi v tem svetem letu, da obnavljamo to zavest te obdarovanosti. Obdarovanosti z darovi, temi velikimi darovi vire, upanja in ljubezni. Morda bomo tako sami pri sebi in tudi, ko bomo v stiku z ljudmi, konec koncev ugotovili, da nam manjka upanja, da nam manjka ljubezni, prav zaradi tega, ker nam manjka vire. Ker nam manjka prav te vire, da smo od njega ljubljeni, izbrani, poklicani in poslani. Je posvečenim na praznik svečnice še dejal škof Matjaž.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v naslednjih minutah se bomo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji zaustavili v pogovoru z našo sogovornico, novo ravnateljico Škofijske gimnazije Vipava, Melito Košir, ki jo lepo pozdravljam na naši telefonski zvezi. Dober dan, Petra, dober dan vsem skupaj. Mnogo let smo vas na Radiu Ognjišče srečevali v vlogi urednice otroške revije Mavrica, ki ste jo skupaj z Juretom Seškom predstavljali v Sobotni Iskrici. Zdaj pa ste sicer še vedno povezani z mladimi na novem delovnem mestu. V kolikšni meri ste se že spoznali z gimnazijo, s sodelavci in pa seveda tudi z dijaki? Ja, po 18 letih Mavrice sem končno mi uspelo priti v srednjo šolo, tako da tisti otroci osnovnošolski, ki me poslušajo, zdaj ste vsi potolaženi, ker rečete, glej, ona je rabila 18 let, nam pa že v 9 letih rata. Tale utrip je zelo drugačen od tega, kar sem prej počela, mi je pa tudi zelo ljub. Kot sem Mavrico rada delala, tako tudi zdaj sem tukaj izjemno rada. Sama Vipava je krasna in tudi šola in dijaški dom so na zelo lepem kraju in dijaki so tukaj zelo ponegovani. Tako da sem tukaj rada sem med dijaki in rada sem med našimi odličnimi vzgojitelji, profesorji in sploh celotnim kadrom. Zdaj prve 14 dni sem se še malo zgubljala in bi najbolj, če bi kdo rabil oznake po šoli, sem bila to jaz. Zdaj se mi to ne dogaja več. Sem se že kar precej seznanila tako s šolo kot z dijaškim domom. No, v torek je bil na Škofijski gimnaziji na svojem prvem obisku kot novi koprski škof Peter Štumpf, ki je bil umeščen v soboto. Kako ste ga sprejeli, o čem ste se pogovarjali? Ja, zelo smo veseli, da je gospod Štumpf obiskal Škofijsko gimnazijo, to je bil njegov prvi uradni obisk. Mladi so ga lepo sprejeli, tako s pesmijo, smo pa imeli res še eno prošnjo do njega in sicer na celotno šolo, na dijake, vse, ki učimo in s tem tudi družine, torej eno širšo skupnost, da posveti torej našo šolo Svetogorski materi Mariji. Dobili smo namreč v dar krasno sliko, prav s zlatimi kronami, taka kot je Svetogorska Marija, taka je tudi tale naša replika in to je bila krasna priložnost, da ob tej priložnosti, ob obisku, tudi posveti našo šolo kraljici Mariji Svetogorski. Marija je škofu Petru Štumpfu zelo ljuba in je to z veseljem privolil, tako da je rekel, da to prvič počne in smo imeli resen tak lep obred. Nam je bila pa tudi ta simbolna gesta, da je prišel najprej na šolo, katere ustanoviteljica in seveda lastnica je Škofija Koper, da se je najprej odpravil sem med mlade. Lepa simbolna gesta se mi zdi, no, Bog je mlad in tudi v Svetem pismu je zmeraj ta obljuba, glej, vse delam novo, ne, vse prenavljam, če se mu le pustimo, če smo le svetodušni in da smo bili tako ganjeni, no, se nam je zelo ganljivo, da je prišel k nam, da je tukaj med mladimi, med dijaki, med profesorji in da nam želi reči in da je tudi rekel, škof je z vami, mi smo pa rekli, vi ste pa tukaj vedno dobrodošli, gospod škof. Ravnateljica Melita Košir, kateri so vrednote in cilji, ki jih želite vi pri vodenju šole zasledovati? Kako si predstavljate ali imate kakšen načrt, vizijo za vodenje gimnazije Vipava? Torej, cilji, za katere je vredno živeti, tu je skupna usmeritev. Tu ni usmeritev samo ravnateljice. Tukaj smo tim 46 strokovnih delavcev, profesorjev, vzgojiteljev in vsi skupaj se trudimo dihati to in živeti predvsem, ker vzgajamo v prvi vrsti z zgledom. Že če pogledamo našo šolo, govori o teh vrednotah in sicer mi imamo tako razdeljeno. En del je telovadnica, torej poskrbeti za telo. Osrednji del je kapela, prostori srečevanja, vodstvo šole, velikanska učilnica, torej to je tisti čustveni del. Potem imamo pa še tretji del šole, kjer se odvija vzgojno-izobraževalni proces. Torej razum. No in kar si v Vipavi res prizadevamo je, da vzgojimo celostne osebnosti, tako telesno kot čustveno, kot tudi duhovno. In naša duhovnost, hvala Bogu, je usmeritev jasna. To je evangelij in Jezus Kristus. In biti prijatelj s Kristusom, spustiti svetega duha v življenje in potem bo on naše mlade, sem prepričana, najbolj prav vodil in usmerjal v teh zelo občutljivih in lepih letih, pa tudi potem skozi življenje.
Kako si pa predstavljate sodelovanje s starši, pa tudi z lokalno skupnostjo pri ustvarjanju tega pozitivnega okolja za izobraževanje, za vzgojo, za rast v duhu teh vrednot, ki ste jih opisali? Ja, prav v teh dneh sem bila prav na vseh roditeljskih sestankih s starši in sem se jim zahvalila za njihovo veliko delo. Sama sem starš in vem, kaj pomeni narediti vzgojno delo doma, koliko je potrebno vsak dan truda, in naši dijaki so zelo vzgojeni in srčni dijaki. In zato se imamo mi za zahvaliti staršem. In ker smo prejeli tako lepo vzgojene dijake in mladostnike, mi lahko toliko bolj se posvetimo izobraževalnemu delu, ker je ta vzgojni del, so ga starši že res v veliki meri naredili. Tako da jaz se jim res najprej iskreno zahvalim. Potem jim povem, da sem navdušena nad mladimi, ker pridejo sem, so spoštljivi, se znajo pogovarjati, znajo zagovarjati svoje mnenje, znajo povedati drugačno mnenje in jaz to cenim in občudujem in sem nad našimi mladimi in v šoli navdušena. Potem so pa še sprotne stvari, ko tudi je treba kaj reševati in pogledati in tukaj je res komunikacija in odprtost in si jasno povedati, vedno pa iskati, kaj je najboljše za dijaka. Jaz mislim, da kadar smo mi odprti za to in gledamo v dobrobit, kaj je v dobrobit dijakov najboljše, v najvišje dobro otroka, potem znamo tudi najti prave rešitve. Tako da to me zelo opogumlja. Druga stvar, ki me pa sprašujete, je pa ta uraščenost v prostor, v katerem živimo. Vipava je srednjeveški trg. In Vipavcem, kapo dol, jim je uspelo ohraniti ta pridih srednjeveškosti. Lanterjev dvorec, lepo vabljeni v Vipavo, je ohranjen in je lepo vzdrževan, je obnovljen. Potem tudi stari tržni del mesta so oni uspeli, gre sicer bolj počasi, ampak mu ohraniti ta star pridih in ga tudi v skladu s kulturno dediščino lepo obnavljajo. Zakaj to govorim? Ker naša šola stoji ob robu Vipave, potem morajo naši dijaki iti skozi lepo staro davno Vipavo in priti v dijaški dom, tisti, ki so v dijaškem domu. Skoraj 100 dijakov od 275 jih biva v dijaškem domu. In mi smo organsko povezani z Vipavo. Naši dijaki tudi uživajo vso to lepoto kraja, imajo možnost iti in na Star grad, ki se ga vidi tudi z avtoceste, in lepe sprehode. 7 izvirov Vipave je, ki so tukaj, če se sprehodiš po Gasah, torej po ozkih uličicah Vipave, je zelo lepo in šumlja. Skratka, vsa ta lepota kraja nas tudi hrani. In v dijaškem domu, to sem jaz pa zelo navdušena, ko pridem na obisk, sem pogosto zdaj na obisku tam gora, ko sem pred dijaškim domom in gledam na dolino, je to tak razgled, da vidiš res od Podnanosa do dol, skoraj do Svete gore, tako da se odpre cela dolina, ker je dijaški dom je malček dvignen nad samim mestnim jedrom. Tako da povezanost s skupnostjo je tukaj zelo, zelo pomembna in smo povezani tako z lokalno skupnostjo kot župnijsko skupnostjo, pa tudi z gospodom županom in z ostalimi, tukaj imamo še vojaški center, tako da vsemi tem Sirius center, dom starejših občanov Pristan je tukaj le zraven nas. Vsemi smo, ali so naši dijaki, so prostovoljci, ali sodelujejo na kulturnih prireditvah, ali koristimo infrastrukturo vojaških objektov, torej stadion in tole, in smo tudi povezani v marsičem še. Tako da smo vpeti in smo ukoreninjeni v tem kraju. In tudi naši dijaki, in to se mi zdi zelo pomembno, da poženijo te 4 leta ene svoje koreninje tudi tukaj. Kmalu boste pozdravili v vaših prostorih bodoče dijake in dijakinje, devetošolce, ki bodo morda izbrali Škofijsko gimnazijo Vipava za svojo šolsko pot za naslednja 4 leta. Koliko dijakov in dijakinj lahko sprejme gimnazija Vipava v naslednjem šolskem letu? Vpisujemo 3 oddelke, kar pomeni, da lahko vpišemo in sprejmemo 84 dijakov. Zelo jih bomo veseli, bili smo že na dnevu odprtih vrat, je prišlo zelo veliko ljudi in spet ponovno toplo vabljeni, da pridete na informativne dneve, ki bodo v petek 14. februarja, eden je ob 9, eden ob 15, ali pa v soboto 15. februarja ob 9. Tam boste utrip šole še enkrat bolj podrobno spoznali, mi vam bomo šolo in dijaški dom predstavili, vi nam boste pa lahko postavili veliko vprašanj. Torej, kdorkoli dobrodošel, da pride in da si pogleda v živo, kako je pri nas.
Najlepša hvala, Melita Košir, ravnateljica Škofijske gimnazije Vipava, za pogovor, za to tudi lepo predstavitev. Ja. Gospa Petra, Ja, mi smo letos izbirali geslo, skupaj z celoten učiteljski in vzgojiteljski zbor. Tem smo nekako prišli do enega zelo lepega, ki ga je tudi jaz pošiljam mladim. In sicer je: začni svojo prihodnost pri nas. In se mi zdi zelo lepo in zelo pomenljivo, ker imeti možnost se krepiti in rasti v vseh dimenzijah, tako v telesni, kot tudi v čustveni, kot v duhovni, je izjemen privilegij. In zato so res eno tako lepo in na mesto vabilo je: začni svojo prihodnost pri nas. In Nataša Koncl-Rencuti, profesorica slovenščine in tudi dramske igre, ki dela tudi na naši šoli, je ob tem spesnila verze. Če dovoliš, Petra, jih preberem. Vsekakor radi bomo slišali, kaj je položila mladim na srce. Vabilo. V dolini, kjer trg ni ne mesto ne vas, se v burjo sipajo trave. Na vzhodu izvir, na zahodu pa kras, odpira sanjave daljave. O šoli in domu razširja se glas, da vzgajamo srca in glave. Začni še ti svojo prihodnost pri nas, dopolni podobo Vipave. Hvala tudi za te spodbudne misli in za te navdihujoče verze. Utrip, ki ste ga opisali, gotovo bodo tega deležni. Pridi in poglej, je rekel Jezus, ko so ga spraševali, kako je, tudi mi vas vabimo, pridite in poglejte, začnite še vi svojo prihodnost pri nas. Informativni dnevi so pa prav temu namenjeni, da vprašate vse, kar vam leži na srcu. Tako da dobrodošli v lepi Vipavski dolini, v Vipavi, kjer izvira ne samo reka Vipava, ampak kjer ima dom tudi Škofijska gimnazija Vipava. Dobrodošli. Melita Košir, hvala za pogovor in za sodelovanje, pa veliko uspeha pri vaši novi službi vam želimo. Tako, jaz rečem, naj bo vse blagoslovljeno in svetodušno. Petra, najlepša hvala. Vse dobro vsem skupaj. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Založba Družina je v prostorih Galerije Družina predstavila digitalizirano različico novega prevoda Svetega pisma, ki je izšlo lansko leto. Spletna različica Svetega pisma je dostopna preko spletnega naslova bozjabeseda.si. Z digitalizacijo poskušajo na založbi povečati dostopnost Svetega pisma za vernike, prav tako pa olajšati raziskovalno delo. V slovenskem govornem prostoru je bilo Sveto pismo v preteklosti digitalizirano že na 2 spletnih straneh, vendar se nova izdaja od teh razlikuje po boljši preglednosti in preprostosti. Kot je povedal profesor na Teološki fakulteti Samo Skralovnik, bo nova izdaja prišla prav tudi študentom teologije in ostalim, ki se raziskovalno ukvarjajo s Svetim pismom. Ko pa gre za delo, resno delo, pa so bistvene prednosti predvsem hitro iskanje. Se pravi, za recimo delo si težko, za neko študijsko raziskovalno delo si težko predstavljamo prvič, da bi imeli vedno dosegljivo na mizi kup knjig. Drugič, recimo, če nas zanima zgolj ena beseda, vrstica, karkoli, jo za orodji za iskanje recimo pri omenjenem pripomočku zelo hitro najdemo, polovimo, hkrati recimo še mimo grede preberemo komentar, se pravi hitrost, praktičnost, recimo tudi omenjena aplikacija, kar mi je precej všeč, omogoča prilagajanje glede na recimo, bom rekel, starost uporabnika, recimo velikost pisav. O preglednosti spletne izdaje je strokovni sodelavec založbe Družina Primož Jerman povedal. Ta vizualna podoba je praktično identična, kot je tiskana izdaja. Se pravi, bralcu s to preglednostjo omogočati, da se ne zgubi, ampak da je poudarek na vsebini. Se pravi, tukaj ni ključna digitalizacija kot taka, ampak gre za vsebino, ki jo podajamo na drugem mediju. Sveto pismo je skozi zgodovino zavzemalo obliko različnih medijev, od rokopisov do tiska, zato je tudi digitalizacija logičen korak, pa pravi eden od prevajalcev novega prevoda, profesor brat Miran Špelič. Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Februarska številka revije Novi svet prinaša
Pregled dogodkov letošnjega ekumenskega tedna za edinost kristjanov. Razmišljanja prepoznavnih Slovencev in Italijanov o življenju na meji med dvema narodoma ob skupni Evropski prestolnici kulture. Čudovite spomine skupine mladih Slovencev na novoletno tezejsko srečanje v Estoniji. Pogovor z gostom iz Sirije, ravnateljem tamkajšnje misijonske pisarne Robertom Šelhodom o najnovejših razmerah v tej preizkušeni deželi. 3 vprašanja sestri Boženi Kutnar, narodni delegatki za jubilejno sveto leto. Pričevanje Petra Grudine, mladega slovenskega zamejca iz Gorice, ki se je odločil za Bogu posvečeno življenje kot laik za obljubami v Fokolaru. Temo o odnosu do starostnikov, spoštovanje starejših, zagotovilo dolgega življenja. Vsak mesec prinaša besedo življenja za najstnike v stripu, odličen pripomoček za župnijsko in družinsko katehezo mladostnikov. Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Sledi rubrika Beseda življenja pod naslovom Skupaj iščemo dobro. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Prvo pismo Tesaloničanom, 5. poglavje, 21. vrstica. Beseda tega meseca je vzeta iz vrste zadnjih priporočil, ki jih apostol Pavel namenja skupnosti Tesaloničanov. Duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Še od vsakega videza zla se vzdržite. Prerokovanje in razločevanje, dialog in poslušanje. To so bila Pavlova navodila skupnosti, ki se je pred kratkim podala na pot vere. Med različnimi darovi duha je Pavel zelo cenil preroštvo. Prerok ni tisti, ki napoveduje prihodnost, ampak tisti, ki ima dar, da z Božjega vidika vidi in razume osebno in kolektivno zgodovino. Vse darove pa vodi največji dar – ljubezen, bratska ljubezen. Avguštin iz Hipona trdi, da le ljubezen omogoča razločevanje, kakšno držo naj zavzamemo v različnih situacijah. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Sposobni moramo biti, da vidimo ne le osebne darove, temveč prepoznamo tudi številne možnosti ter zapletenost pogledov in mnenj, ki se pred nami odpirajo v ljudeh okoli nas in s katerimi imamo opravka. Morda v ljudeh, ki jih srečamo po naključju. Pomembno je, da v srcu z vsemi ohranjamo pristnost in se zavedamo tudi omejenosti svojega stališča. Pričujoča beseda življenja bi lahko bila geslo, ki bi ga morali sprejeti v vsaki situaciji, ko se pogovarjamo in soočamo. Poslušanje drugega, ne nujno zato, da bi vse sprejeli, ampak v zavesti, da je v tem, kar pravi, mogoče najti kaj dobrega, nas spodbuja, da smo odprtega uma in srca. Gre za to, da v sebi iz ljubezni ustvarimo praznino in tako dobimo možnost, da skupaj kaj zgradimo. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Pater Timothy Radcliffe, eden od teologov navzočih na sinodi, je dejal, da je najbolj pogumno, kar lahko storimo na sinodi, to, da smo iskreni drug do drugega glede naših dvomov in vprašanj, tistih, na katera nimamo jasnih odgovorov. Potem se bomo približali drug k drugemu kot tovariši pri iskanju, kot berači za resnico. Udeleženka sinode, Margaret Karam, pa je komentirala to razmišljanje. Ko sem o tem razmišljala, sem se zavedala, da velikokrat nisem imela poguma povedati res tisto, kar sem mislila. Morda iz strahu, da me ne bodo razumeli, morda zato, da ne bi povedala nečesa povsem drugačnega od večinskega mnenja. Spoznala sem, da biti berač za resnico pomeni imeti drug do drugega tisti odnos bližine, v katerem vsi hočemo to, kar hoče Bog, v katerem vsi skupaj iščemo dobro. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. To je izkušnja Antije, ki sodeluje v performativni umetniški skupini Mozaiko, nastali v Španiji leta 2017, kot lokalni projekt slavilnega ansambla Generoso. Sestavljajo jo mladi Španci, ki svojo umetnostjo in delavnicami ponujajo lastne izkušnje bratstva. Antija nam je povedala: To je povezava z mojimi vrednotami.
Bratski svet, v katerem vsi, tudi zelo mladi, neizkušeni, ranljivi, prispevajo k temu projektu. Zaradi izkušnja mozaika verjamem, da bolj zedinjen svet ni utopija, kljub težavam in trdemu delu. Odraščala sem pri delu v skupini, v dialogu, ki se včasih zdi preveč odkrit, in se pogosto odpovedala lastnim zamislim, ki so se mi zdele najboljše. Rezultat tega pa je, da vsi mi skupaj, košček za koščkom, gradimo dobro, h kateremu nas spodbuja apostol Pavel. To pa je bilo tudi vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno in mirno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.